Lepo vas pozdravljamo, gledalci in gledalke, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Zakorakali smo v decembrski čas, naj bo prijazen in naj bo umirjen. Mi pa najprej preverimo napovednik. Velenje je obiskala delegacija Evropske komisije, ki si je v okviru obiska Slovenije ogledala ključne strateške projekte pravičnega prehoda v Šaleški dolini. Svoje vtise je vodja delegacije predstavil na novinarski konferenci. Delegacijo Evropske komisije je vodil Andreas von Busch, vodja enote za Bolgarijo, Madžarsko in Slovenijo na Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko. Delegacijo so spremljali tudi sodelavci in predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Andreas von Busch je na srečanju poudaril, da Saša regija predstavlja enega zglednih primerov izvajanja pravičnega prehoda v Evropski uniji. Slovenia in total receives 250 million for the two regions, Saša and Zasavje. And we are looking today on one project which we are supporting here in Velenje, which is the transition of the heating system. The transformation of the heating system is an important element for the town of Velenje, and we are happy to support the first phase of this transition process with 20 million. The transition in practice is very well developing here in Velenje. It's not looking only on the heating, energy efficiency, but as well on developing business parks and developing alternative employments in the city. And we are very glad for the cooperation between the national level, the regional level and our level. And we are looking forward to continue with this productive cooperation. Tudi državni sekretar Srečko Đurov je poudaril odlično sodelovanje med državo, občinama Velenje in Šoštanj ter Evropsko komisijo, ki jim vse skozi pomaga pri izvedbi pravičnega prehoda. V Saša regijo je trenutno usmerjenih že več kot 190 milijonov evrov evropskih in slovenskih sredstev za projekte v energetiki, infrastrukturi, podjetništvu, raziskavah in izobraževanju. Mi smo danes imeli zelo ploden sestanek z obema županoma, kjer smo se pogovarjali tako o projektu preobrazbe daljinskega ogrevanja, kot tudi o ostalih projektih, ki so podprti znotraj sklada za pravičen prehod. V mislih imam predvsem projekt Stara elektrarna in T-Hub v sodelovanju z Kemijskim inštitutom, za katerega so že zagotovljena evropska sredstva v višini več kot 55 milijonov evrov. Župan je prej tudi govoril o vrednosti projekta daljinskega ogrevanja. Hkrati smo se pa tudi dotaknili, se pravi, novih projektov, predvsem ki nastajajo tudi znotraj poslovne cone Pesje, ki je prav tako podprto znotraj sklada za pravičen prehod. Kot je komisija poudarila, se tako v mestni občini Velenje kot v občini Šoštanj vidi, da proces prestrukturiranja izvajata že kar nekaj let. Če pogledamo urejenost obeh občin, če pogledamo okolje, če pogledamo Velenjsko plažo, lahko vidimo nekaj, na kar velja biti izjemno ponosen in kar mislim, da se lahko tudi druge premogovne regije, se pravi širom po Evropi, lahko vzamejo kot dober zgled, na kak način pravičen prehod poteka v praksi. Moram omeniti, da sta poleg teh projektov, ki so že v izvajanju, sta odprta dva javna razpisa, torej en, se pravi v vrednosti 10 milijonov evrov za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in demonstracijsko-pilotnih projektov in hkrati javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje za Saša regijo v višini 42 milijonov evrov. Po besedah župana mestne občine Velenje Petra Dermola, brez sklada za pravični prehod, ki je izjemno učinkovit mehanizem, danes ne bi mogli izvajati prve faze preobrazbe daljinskega ogrevanja v takšnem obsegu.
Evropska komisija je pravzaprav institucija, ki je zelo aktivno podprla prvo fazo zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja. Če se spomnimo začetkov, smo konec koncev tudi svojo prisotnostjo na Evropski komisiji prepričali in seveda z argumenti prepričali v to, da so sredstva iz sklada za pravičen prehod tista sredstva, ki so potrebna za prenovo našega vročevodnega sistema in seveda kot aktivni financer tega projekta so danes tudi prišli se soočiti s tem, na kakšen način izvajamo sam projekt, kjer smo lahko seveda predstavili tako na eni strani, bom rekel, v dokumentih, torej v vseh tistih podlagah, kaj vse je bilo pripravljeno, na drugi strani smo lahko odšli pa tudi na teren v živo pogledati, kako se pravzaprav zelena preobrazba izvaja. Predstavniki so bili zelo zadovoljni in sem tudi vesel, da konec koncev so aktivni v procesu nadzora izvajanja samega projekta in si želim seveda, da bi tako tvorno sodelovanje, kot smo ga imeli v zadnjih letih, nadaljevali tudi v prihodnje. Vsak tak obisk je pomemben obisk, glede na to, da je Evropska komisija eden najbolj pomembnih partnerjev pri iskanju sredstev za projekte, konkretno za projekt preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja, ki ga v dolini izvajamo, in sem vesel, da smo se srečali, da smo jim predstavili, kako zadeva poteka in pa nazadnje tudi, da se nekako priporočimo tudi za v prihodnje, ker jih bomo še rabili, pravzaprav rabili bomo evropska sredstva za nadaljne postopke preobrazbe, pa ne samo za preobrazbe, za celoten izstop iz premoga. Tako da, ja, sem vesel tega obiska in mislim, da korektno tudi sem zadovoljen, da smo jim na terenu pokazali, kaj dejansko se izvaja, vsega ne moremo. Dejstvo pa je, da je prva faza preobrazbe daljinskega sistema obsežna. Delegacija je napovedala nadaljne spodbujanje teritorialnih pristopov, inovativnih finančnih orodij in trajnostnih rešitev v regijah. Evropski poslanec dr. Vladimir Prebilič se je v ponedeljek mudil na obisku na Koroškem. Obiskal je MPIK Inovatorium v Slovenj Gradcu, regionalno razvojno agencijo Koroške v Dravogradu ter občino Črna na Koroškem. Europoslanec dr. Vladimir Prebilič je v ponedeljek med svojim obiskom Koroške regije obiskal 3 občine, mestno občino Slovenj Gradec, Dravograd in Črno na Koroškem. Ob ogledu podjetniškega inkubatorja Inovatorium v Slovenj Gradcu so se mu pridružili predstavniki regionalne razvojne agencije za Koroško, s katerimi se je kasneje odpravil proti Dravogradu. Zatem se je delegacija podala proti Črni na Koroškem, kjer je dr. Prebiliča sprejela tamkajšnja županja. Ja, evropskemu poslancu gospodu Prebiliču smo povedali, kako poteka popoplavna obnova, hkrati upozorili to, da je še vedno preveč administrativnega dela, pa predvsem upozorili na izvajanje del, hkrati na projektiranje, pa tudi na nadzor. Saj se soočamo s težavami, predvsem ker so ceste, ki bi morale biti grajene dobro in za desetletja, že sedaj na nekaterih mestih poškodovane in si seveda želimo, da temu ne bi bilo tako. Zato bi morali absolutno odgovornost prevzeti vsi tisti, ki upravljajo ta dela. In vedno rečem, da če bi vsak upravil svoj posel, potem ne bi bilo takšnih težav. Bi pa včasih bilo ključno, da bi opozorili inženirske zbornice, pa koga poklicali na odgovornost. Županja Črne je izpostavila, da državne oziroma evropske pomoči v njihovi občini najbolj primanjkuje na področju optičnega omrežja in mobilnega signala. Tam se mi zdi, da je še vedno velik manko, kar se je pokazalo tudi v času covida, pa potem pri poplavah. In jaz upam, da bo država našla nekoga, ki bo to izvedel, ker so naši zaselki precej oddaljeni že od samega centra in 2 stvari si naši ljudje najbolj želijo. To so urejene ceste in dostop do interneta in do mobilnega signala. Dr. Prebiliču so ob obisku v Črni na Koroškem predstavili tudi največje vrzeli gorske reševalne službe Koroške, kjer je še vedno največji izziv pri opremi, usposabljanju in financiranju enot gorske reševalne službe. Reševalna služba Koroške ima 28 članov operativnih, zato za
to število tudi prejemamo finančna sredstva iz strani države preko Uprave za zaščito in reševanje in to je potem ta oprema, ki jo nekje vsak ima, to osebna reševalna zaščitna oprema. Je pa problem konkretno pri prostorih, pri objektih, a ne po poplavah, tako da tu pa bomo mogli narediti en korak naprej in poskrbeti za en večjo finančno injekcijo, da bomo lahko si postavili nov objekt, primeren, sodoben, kjer bi mogoče združili tudi civilno zaščito. Ob obisku europoslanca Vladimirja Prebiliča je za opozarjanje in potrebe uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem izkoristil tudi direktor centra Jože Kropivnik. Vsekakor potrebe naših uporabnikov, teh, ki so ostali v stari stavbi, so novi bivalni pogoji. Zdaj, glede na njihove potrebe, to so uporabniki, ki rabijo precej več podpore, kot pa ti uporabniki, ki smo jih priselili v manjše stanovanjske enote, bi si želeli nekako pridobiti sredstva za izgradnjo vsaj 2 stanovanjskih enot, in sicer stanovanjske enote za 24 uporabnikov, pri tem mislim v bistvu na 4 stanovanja, kamor bi lahko vselili po 6 uporabnikov. Na kakšen način pa lahko Evropska unija pomaga pri izboljšanju vseh izzivov, ki so jih ob obisku europoslanca na Koroškem predstavili vsi prisotni? Vse te novice, ki jih dobivamo iz območja, ki so žal še vedno v zastanku pri razvoju, so še kako koristne pri prepričevanju ostalih kolegov poslancev, da za božjo voljo denarja z področja kohezije ne namenjajo za popolnoma nič drugega, kakor za to, da blažimo nesorazmerni razvoj znotraj Evrope in znotraj držav članic. Namreč sami veste, da je zdaj ideja, da se veliko denarja prav iz kohezijskega preusmeri v obrambni sektor. To mislim, da je napačna odločitev in jo moramo preprečiti za vsako ceno. Seveda, mi bomo v parlamentu naredili svoje, mora pa svoje narediti državam v svetu Evropske unije, kjer seveda sedijo ministri in predsedniki vlad, ki tudi soodločajo v tem procesu. Po celodnevnem dogajanju na Koroškem je dr. Vladimir Prebilič z ekipo zagotovil, da bo v svoje delo v Evropskem parlamentu skušal čim bolje vključiti tokratni obisk in želje vseh prisotnih na srečanju. Eden najbolj prepoznavnih objektov v Velenju je Rdeča dvorana. Že 50 let je osrednji prostor športnega, kulturnega in družabnega življenja v Šaleški dolini. Jubilej so praznovali v petek. Rdeča dvorana je že pol stoletja prepoznaven del Velenja in vpletena v življenje Velenjčanov, zato je tudi jubilej praznovala z mestom in njenimi prebivalci. Na prireditvi so se najprej zbrali tisti, ki so bili oziroma so zadnja leta povezani z njo, zlasti organizacijsko. Nagovorila sta jih direktor zavoda Rdeča dvorana Dimitrij Amon in župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Rdeča dvorana je bila uradno odprta 26. novembra 1975 in je bila že od začetka zasnovana kot večnamenski prostor. Njena gradnja je bila skupen podvig velenjske občine in gospodarstva, predvsem podjetja Gorenje. Že ob odprtju je vzbujala občudovanje. Zagotovo, tako bomo rekli iz vidika, kje je ta naša Rdeča dvorana umeščena, kot tudi po principu gradnje. Kajti dvorana praktično 50 let ohranja vso to svojo zgodbo in vse te zidove in vsake toliko časa ponuja možnosti za nadgradnjo, tako da zagotovo so vedeli, kako se lotiti stvari in mislim, da so se jih lotili na pravi način. Kar pa je recimo največje presenečenje, v tistih časih so dvorano zgradili v dobrem letu. Številni odmevni dogodki so Rdečo dvorano, ki ima več kot 6500 kvadratnih metrov površin in sprejme 3500 obiskovalcev, kmalu uvrstili med najpomembnejša slovenska prireditvena prizorišča. Želimo povedati, da Rdeča dvorana ni le športna dvorana ali pa še manj samo dvorana za rokomet, kot jo prej nekateri Velenjčani vidijo, ampak da je to središče nekega športnega in kulturnega ali pa zabavnega druženja. Se pravi prostor, kjer se lahko srečujemo tako športniki na eni strani, kot tudi kulturniki z glasbenimi dogodki in pa tudi različne skupine ljudi, ki tukaj pri nas obeležujejo neka večja srečanja.
Se mi zdi zelo pomembno, da spoštujemo to dvorano kot simbol, bom rekel, nekega mesta, ki je povezan tako s preteklostjo, kot tudi sedanjostjo in verjamem, da bo tudi v prihodnje seveda ta dvorana puščala globoke športne sledi, predvsem pa globoke zgodbe v posameznikih, da se bodo potem tudi čez desetletja seveda te zgodbe spominjali tudi na današnji dan, za katerega menim, da bo seveda izvrsten večer, v katerem bomo vsi skupaj zelo uživali in se obenem tudi zahvalili vsem tistim, ki so seveda zgodbo te Rdeče dvorane tvorili. Posredno ali pa neposredno, pravzaprav veliko ljudi je obiskalo to dvorano, veliko ljudi je sodelovalo pri njegovi zgodbi in mislim, da je potrebno danes pravzaprav slehernemu, ki se je vsaj malo dotaknil te dvorane, pokazati čast in spoštovanje in predvsem se zahvaliti za prispevek, ki ga je dal dvorani in verjamem, da tudi dvorana nam. Še vedno se mi zdi, da je dvorana zelo dobra, kljub vsej svoji 50-letni zgodovini. Veselimo pa se, da bomo v naslednjem letu priča prepotrebne zamenjave strehe, da bomo ugradili dvigalo, ki bo omogočalo gibalno oviranim dostop na balkone, da bomo zamenjali pod na tenis igrišče v Rdeči dvorani. Kaj vse se je dogajalo v Rdeči dvorani v 5 desetletjih, sta v zborniku povzela Damjan Kljajič in nekdanji dolgoletni direktor Rdeče dvorane Marjan Klepec. To je drugi zbornik o dvorani. Prvi smo delali leta 2000, smo izdali 25 let Rdeče dvorane, zdaj pa 50 let, ker je pač minilo še 25 let. In v teh 50 letih je zgodilo se veliko dogodkov, veliko zanimivih dogodkov v tej dvorani, športnih, družabnih in ostalih dogodkov. Tako da sem z užitkom preučeval te dogodke. Bil sem direktor relativno dolgo časa, tako da sem pravzaprav imam mešane občutke. Od začetka je bila zadeva precej napeta, namreč moram reči, da sem takrat stopil kar velike škornje, ampak z veliko dela, z veliko truda, z dobrimi sodelavci smo uspeli pripeljati dvorano do tega nivoja, kjer je še danes. Jubilejni večer je na plano priklical številne spomine. Sem nekje izračunal, da sem preživel preko 60 maturantskih plesov v tej Rdeči dvorani. Potem so bile med športnimi prireditvami, pa moram vsekakor omeniti kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo v rokometu 2004 in pa 13 mednarodnih odprtih prvenstv Slovenije v namiznem tenisu. No, jaz se v bistvu spomnim Rdeče dvorane po eni strani zasebno, po drugi strani pa tudi profesionalno. Dolgo sem namreč delala tukaj v turistično-informacijskem centru, zelo veliko raznolikih zabav je bilo. Meni so zagotovo najbolj v spominu ostali ti decembrski božični žuri s skupino Šankrok. Seveda se pa spomnim svojega prvega koncerta, mislim, da sem bila v 8. razredu, ko sem lahko šla prvič ven in je res zelo živahno in dobro funkcionirala Rdeča dvorana. Jaz se recimo med temi žuri, ali pa če to žur, zelo dobro se spomnim tudi prvenstva Evropa pleše, ki smo ga potem v letu 2012, ko je bila Evropska prestolnica kulture, spet obudili. Jaz mislim, da je to en najlepših trenutkov, ko smo tukaj videli plesalce standardnih in latinskoameriških plesov, ki so zavzeli celotno prizorišče. Pa seveda so tudi številni drugi dogodki. Recimo spomnim se, kako so starši hodili na pustovanja, kako so se pripravljali in smo otroci potem nekako kar ušli zraven in smo lahko bili tukaj ob njih. Pa vsa ta potem pustovanja za najmlajše, ki jih pripravljamo potem mi. Skratka, ja, Rdeča dvorana zagotovo ni samo športni objekt, ampak objekt vseh vrst prireditev in objekt vseh nas Velenjčanov. Da bi preteklost Rdeče dvorane spoznali tudi mlajši, je ob jubileju izšel tudi strip. Gospod direktor Ramon je prišel na idejo glede dogodka od 50-letnice in se mi je zdela všeč ideja. Gospa Neža Jovanc je izbrala dogodke za stripe, jaz sem se pa sam naredil po navodilih. Večer spominov se je nadaljeval z glasbenim dvobojem ansamblov narodno-zabavne glasbe Stil in Modrijani. Ti se boriš ali pa recimo roastaš, pa boriš se vedno z ljudmi, ki jih ljubiš.
z ljudmi, ki jih imaš rad. Ne? In Modrijani imamo stilovce zelo radi in jih zelo spoštujemo in zato samo z njimi se gremo dvoboj, ker jih imamo toliko radi. Radi imamo tudi Velenje, konec koncev smo z njimi povezani, tudi naši starši so delali v Velenju, naši stari starši so delali v Velenju in ta rdeča dvorana je taka legendarna. Zdaj pa, če so na otvoritvi igrali Avseniki, za 50 let pa Modrijani pa stilovci. Pa je to ena super zaključena zgodba. Dober večer je že, jaz mislim, da bo danes najboljši večer. Ja, smo pa tudi vsi zelo veseli, ko smo zvedeli, da se prostorski plan spreminja, da se bo dvorana še povečala. To je noro. A pridete na 100-letnico tudi špilati? Ja, pridemo. Stilovci, ja, mi pa žal ne. Razen, če nas bodo na oder pripeljali v takih lepih žarah. Vsekakor se vesele, zmagovalne in tudi kakšna druga zgodba Rdeče dvorane pišejo naprej v novega polstoletja. Na Kardeljevem trgu v Velenju so v četrtek pripravili zaključek prenove garaž s koncertom. Mestna občina Velenje je na Kardeljevem trgu 1, 2 in 3 zaključila obsežno prenovo garaž. S prenovo so pomembno izboljšali varnost, funkcionalnost in celostni videz območja ter zagotovili prijetnejše in varnejše pogoje za vse uporabnike. Garaže uporabljajo isti uporabniki, ki so jih doslej. Seveda, če kdo odpove, pač lahko pride drug. V spomladanskem delu oziroma v naslednjem letu pridejo pa montirana še čist nova vrata in nadzor ne bo več samo na kartice, ampak na osnovi tablic, registrskih tablic avtomobilov. V garažah so opravili oplesk celotnega prostora. Sanirali so poškodovane površine ter izravnali stene in strope. Z beljenjem so zagotovili svetlejši, prijetnejši in preglednejši prostor. Namestili so tudi nov videonadzorni sistem, s katerim želijo izboljšati varnost uporabnikov ter preprečiti vandalizem in druge kršitve. Kaj pomeni ta pridobitev za vas? Zelo velik. Prvič, zelo veliko varnost, po drugi strani pa vsake toliko časa moramo tudi doma obnoviti svoje prostore, na tak način je pa tudi tukaj. Ljudje so takoj sprejeli ta izziv in od petka popoldne, ko so dobili obvestila, so do ponedeljka zjutraj že spraznili garaže in se je lahko začelo z delom. Mestna četrt Velenje Levi breg vzhod je v garažah na Kardeljevem trgu 1, 2 in 3 pripravila dogodek ob zaključku prenove. S koncertom Točno tule je prostor zaživel v hip-hop ritmih. Tako so simbolično obeležili prenovljeno, osveženo podobo garažnega kompleksa. Pripravili smo dogodek, ki se imenuje Točno tule, to pa zato, ker je to v bistvu začetek enega komada, ki opisuje pač naše kraje oziroma točno tule, se pravi Kardeljevo in Stantetovo, to našo četrt, ker od tule izhaja tudi ta mal trši slovenski rap tudi, ne? Ampak ja, velensko se pa vse skupaj tu začelo, kar se rapa in hip-hopa tiče. Kar je pa še bolj posebno v tej garaži, je pa, da se tu nahaja studio, v katerem smo večino komadov posneli. Ja, zdaj tu govorimo že v enih 20 letih spominov, 20 let nazaj smo bili golobradi, mladiči, govorili smo pač življenju na ulici, kar smo poslušali v rapu, ameriškem, domačem, vse, kar se je bolj iz tega ven rodilo, se bo danes tudi slišalo. Koncert je potekal res na edinstveni lokaciji, točno tule. V Koroškem domu starostnikov v Slovenj Gradcu so v petek pričeli že 13. sezono projekta Bralna značka Toneta Partliča. Gre za aktivnost, ki so jo stanovalci doma dobro sprejeli. Od novembra do aprila prihodnje leto v Slovenjgraškem domu starostnikov enoti Koroškega doma starostnikov znova berejo za bralno značko Toneta Partliča. Projekt, v katerem poudarjajo medgeneracijsko branje in druženje, poteka letos že 13. zapored. Branje pa pogosto združijo še z drugimi aktivnostmi v domu.
Torej, začnemo z uvodno delavnico, naznanitvijo torej naslednjega avtorja, avtorice, potem imamo v navadi dve delavnici, kot rečemo, bralni, in potem nekje v aprilu ob dnevu knjige pa še zaključno prireditev. Stanovalcev, ki recimo redno berejo aktualnega avtorja, lahko rečemo nekje 15 do 20. Še več s pomočjo nas, torej in zaposlenih, prostovoljcev in knjižničark. Posebnost bralne značke za odrasle v domu starostnikov je, da vsako leto v njihovi knjižnici za pisatelja sezone izberejo enega od koroških pisateljev oziroma pisateljic. Za 13. sezono je bila izbrana pisateljica Ljuba Prener, rojena v Slovenj Gradcu, o kateri je spregovoril tudi pisatelj Andrej Makuc, katerega dela so stanovalci doma prebirali v 6. sezoni bralne značke. Avtorica, ki je ni vredno postavljati na stranski tir. Pravzaprav je odpirala take stvari, ki jih odpiramo še danes. To pomeni, da je res, mislim, da je nekje sama zapisala, o meni bodo govorili šele čez 100 let. Ampak očitno se pri Ljubi Prenarjevi te stvari dejansko uresničujejo, tudi zaradi te njene nemile usode, ki danes vedno bolj stopa v spredje, predvsem pa se izkazuje kot silen človek, ki je zmogel stopiti čez reko, ki je takrat še malo drugače drla med ljudmi, kot dere danes. Na letošnji dogodek so v Koroški dom starostnikov povabili tudi pisateljico in glasbenico Jerico Mrzel, ki je prav tako na svoj način predstavila letošnjo izbrano avtorico Ljubo Prener in poudarila, kako pomembno je, da stanovalci doma skozi branje knjig ohranjajo svojo duhovno vitalnost, krepijo intelektualno sposobnost in krepijo medsebojne vezi v skupnosti. Hoditi je treba, ne? Pa petje je zelo pomembno, tudi če niste ne vem kakšen pevc, petje, pa seveda branje in pisanje, ne? Ne morem vam povedati, kako je to pomembno, ker ne samo to, da se urijo možgani, da se uri spomin. Pravzaprav živimo. Branje je ena najpomembnejših stvari, bi pa seveda tudi prosila, pa nagovorila ljudi, da če zmorejo, ne tudi kaj zapišejo. Ob tej priložnosti so pripravili tudi kulturni program, v katerem so nastopili stanovalci Koroškega doma starostnikov. Poleg igralke Jerice Mrzel in pisatelja Andreja Makuca pa je vse prisotne tudi letos nagovoril pisatelj Tone Partlič, po katerem so bralno značko tudi poimenovali. Nekoč me je povabila gospa vodja enote, ki tu si pravimo šefica Marjana Kamnik, da smo in literarni nastop, kar tako, ker so pač tudi prej skrbeli za take prireditve. In me je peljala v knjižnico, ki je zelo bogata. In po črkah so knjige, pa sem vprašal, imate kje črko P, pa Partlič? In je zardela in niso imeli nobene knjige, kar niti, jaz sem se pošalil, zakaj bi pa imeli ravno v Slovenj Gradcu v domu za ostarele moje knjige. Gospe pa se je vseeno zdelo, da sem mogoče užaljen pa kaj, in me je drugo leto spet povabila in razglasila, da berajo za bralno značko Toneta Partliča. Prosim, naj ne zveni napihnjeno, sam sem toliko star, da bom kmalu med njimi, ampak se mi zdi, da upravljam neko poslanstvo, da razvedrim pa jim popestrim nekaj dolgega časa v domu za ostarele. Pogoj za sodelovanje pri projektu je, da mora vsak prebrati 2 knjigi. Pisatelj Tone Partlič pa vsako leto tudi pripravi dramsko delavnico. Sodelovanje stanovalcev Koroškega doma starostnikov, knjižničark, pevcev, glasbenikov in seveda pisateljev pa daje temu dogodku tudi poseben pečat. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo torkov VTV magazin. Lepo se imejte in srečno!